Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, lepo pozdravljeni še na četrtkovi novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Danes bomo novinarsko konferenco posvetili odločitvam vlade na eni strani in epidemiološkim razmeram ter cepljenju na drugi. Z nami so danes državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo dr. Ignacija Fridl Jarc, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek in pa direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, magistrica Tjaša Žohar-Čretnik. Vse štiri goste prav lepo pozdravljam. Novinarsko konferenco pa danes začenjamo z odločitvami, ki jih je na včerajšnji seji sprejela vlada Republike Slovenije. In sicer je vlada včeraj sklenila, da še za 30 dni podaljša epidemijo na območju celotne države. Glede na trenutno epidemiološko situacijo, ki se k sreči počasi izboljšuje, je vlada včeraj odločila, da so izpolnjeni pogoji za prehod v rumeno fazo. V skladu z mnenjem svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje je zato vlada včeraj dopolnila načrt sproščanja ukrepov, ki si ga bomo sedaj nekoliko bolj podrobno ogledali skupaj. Kot rečeno, izpolnjeni so pogoji za rumeno fazo, to pomeni, da je povprečno število okužb v zadnjih 7 dnevih padlo pod 600 in da se je število hospitaliziranih zaradi COVID znižalo na manj kot 500. V skladu s tema dvema pogojoma so zato ukrepi, ki so predvideni za rumeno fazo, naslednji. Za srednje šole in fakultete ne veljajo več omejitve, seveda pa morajo v srednjih šolah, fakultetah in tudi v osnovnih šolah še vedno ob izvajanju pouka in ostalih dejavnosti upoštevati splošna navodila NIJZ. V rumeni fazi je zbiranje oziroma druženje na javnih površinah omejeno na največ 50 ljudi, sproščajo se kulturne dejavnosti ob pogoju PCT, to so prebolevniki, cepljeni oziroma testirani, in zasedenosti do največ 50% zmogljivosti sedišč. Na enak način se sproščajo tudi športne prireditve, sproščajo pa se tudi turistične namestitve, seveda tudi pod pogojem PCT. Za rumeno fazo sledi zelena faza, za to fazo velja pogoj, da mora število okužb v zadnjih 7 dnevih pasti pod 300, omejitev vezanih na število hospitaliziranih pa za to fazo ni. Za zeleno fazo, kot izhaja iz načrta, velja, da se odpravljajo omejitve po vsej državi, še naprej pa bodo v zeleni fazi veljali splošni higienski ukrepi in hkrati tudi prepoved obratovanja barov in diskotek. V zeleni fazi se bo ohranil tudi pogoj PCT. Glede na predstavljene spremembe semaforja ukrepov bo od sobote 15. maja dalje dovoljeno zbiranje na prireditvah in shodih do največ 50 udeležencev. S ponedeljkom 17. maja se sproščajo tudi vsa športna tekmovanja, ne glede na to, ali so namenjena rekreativnim športnikom ali registriranim športnikom. Ponovno bo mogoča tudi prisotnost gledalcev na tekmovanjih in sicer v skladu s prej predstavljenimi omejitvami. Športno-rekreativna dejavnost se bo lahko izvajala individualno oziroma v skupini do največ 50 vadečih. Ob vstopu v Republiko Slovenijo bo od sobote dalje ponovno mogoča predčasna prekinitev karantene z negativnim PCR testom in sicer 5. dan po potencialni napotitvi v karanteno. Hkrati je vlada včeraj sprejela tudi nekatere pomembne spremembe ukrepov na področju kulture in gospodarskih dejavnosti, ki pa bodo predstavljene v nadaljevanju današnje novinarske konference. Mi pa nadaljujemo s pregledom včerajšnjih epidemioloških podatkov in sicer je bilo včeraj opravljenih 4636 PCR testiranj in 28466 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj skupaj potrjenih 597 novih okužb, 7-dnevno povprečje okužb pa se je še nekoliko znižalo in sicer trenutno znaša 494. Če si pogledamo podatke o opravljenih testih v prvi izmed današnjih tabel, če še enkrat ponovim, število na novo odkritih okužb je včeraj znašalo 597, se pa je delež pozitivnih PCR testov v primerjavi z včeraj predstavljenimi podatki še nekoliko znižal in sicer znaša 12,9%.
Tudi v bolnišnicah se nadaljuje trend upadanja zasedenih COVID postelj. Skupaj se danes v naših bolnišnicah zdravi 450 COVID pacientov, od tega 123 na intenzivni terapiji. Na novo je bilo včeraj v naše bolnišnice sprejetih 36 oseb, iz bolnišnic pa je bilo skupaj odpuščenih 45 COVID pacientov. Življenje so žal izgubile še 4 osebe. Naslednji graf, kot običajno, prikazuje trend zasedenosti postelj v naših bolnišnicah. Kot je razvidno, se vse 3 krivulje počasi znižujejo. To pomeni, da se nižajo zasedene postelje na oddelkih intenzivne terapije, na navadnih oddelkih in seveda tudi skupno zasedene COVID postelje v naših bolnišnicah. Če si pogledamo še numerični prikaz podatkov o zasedenosti postelj v bolnišnicah, ugotovimo, da je na navadnih oddelkih zasedenih 327 postelj, včeraj je bilo zasedenih 336 postelj, na intenzivni terapiji se zdravi 123 pacientov, kar so 4 pacienti manj kot dan predtem. Skupaj pa, kot že rečeno, bolnišnično oskrbo zaradi COVID-19 potrebuje 450 pacientov, včeraj je bilo takšnih 463. Novinarsko konferenco sedaj nadaljujemo s prvim sklopom predstavitev, in sicer s predstavitvijo odločitev, ki jih je včeraj sprejela Vlada Republike Slovenije in veljajo za področje kulture in gospodarstva. K besedi zato najprej vabim državno sekretarko na Ministrstvu za kulturo, doktorico Ignacijo Fridl Jarc. Izvolite. Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, na Ministrstvu za kulturo seveda pozdravljamo izboljšanje epidemiološke slike, tako da se lahko poleg kulturnih ustanov, ki so bile doslej pod določenimi pogoji že odprte, sproščajo tudi kulturne prireditve v večjem obsegu. V pristojnosti Ministrstva za kulturo sta 2 odloka. Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode. Naj predstavimo nekaj novosti v zvezi z odlokom o ponujanju kulturnih storitev. V kulturnih ustanovah se sprošča zbiranje oseb glede na kvadraturo in seveda glede na število 50. V kulturne prireditve pa se sproščajo pod temi pogoji. Možno je izvajanje kulturnih prireditev tako zunaj kot znotraj na prizoriščih, ki omogočajo sedišča. Torej, obvezna je zagotovitev sedišč za končne uporabnike, prav tako pa je možna 50% zasedenost teh sedišč, seveda skladno z upoštevanjem vseh navodil NIJZ-ja. Omejitev za število oseb ne velja za izvajanje vzgoje in izobraževanja, kot je veljalo že v predhodnem odloku. Prav tako je v predhodnem odloku že veljalo, da morajo nastopajoči enkrat tedensko izvesti testiranje, kar ostaja v veljavi tudi v prihodnje. Končni uporabniki, torej tisti, ki se prireditve želijo udeležiti, pa se lahko udeležijo pod tako imenovanim PCT pogojem. Torej, bodisi da imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur, da imajo potrdilo o prebolelosti, ki COVID-a in sicer od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev, da imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu PCR-a, ki ni mlajši od 10 dni, in ni starejši od 6 mesecev, ali seveda, da imajo dokazilo o cepljenju. Ta dokazila pa niso potrebna za mlajše od 18 let,
ki so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki udeleženi na kulturni prireditvi. Toliko na kratko glede sproščanja kulturnih prireditev. Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode pa omogoča tako zunaj kot znotraj zbiranje do 50 oseb, 50% zasedenost, z največ 50% zasedenost sedišč in obvezno razdaljo 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Hvala lepa.